Profesor dr. Noč, kot zdravnik, kot dolgoletni klinik, kot nekdo, ki tako rekoč v drobovje pozna delovanje slovenskega zdravstvenega sistema, ste se odločili, da pomagate pri reševanju tega kolosa iz krempljev korupcije in tistih, ki denar namenjen zdravljenju bolnikom, tistim, ki izvajajo zdravljenje, da pač to področje uredite in razrešite ta gordijski vozel, ki ga nekako nihče ni zmogel, niti hotel odvozlati vse do danes, kljub ogromnim nenehnim opozorilom, kljub vsemu dogajanju, kljub temu, na kar ste opozorili v zvezi z žilnimi opornicami že pred dolgimi leti. Ja, res je, že 34. leto delam v medicini, v kliniki, v raziskovalnem delu, v pedagoškem delu. In seveda veliko izkušenj se je tukaj nabralo tudi skozi vsa leta in zato lahko nekako ocenjujem trenutno situacijo, odnosno situacijo zadnjih let in dejansko vidim tudi številne stiske bolnikov in njihovih svojcev. In kot zdravnik vidim, da bi se marsikaj lahko rešilo z denarjem, ki se po nepotrebnem porabi za preplačila medicinskega materiala, oprem, novogradenj, servisov. In če bi bil ta denar namenjen res bolnikom, bi seveda veliko od njih lahko pomagali in jim olajšali stiske. Zato je v bistvu v tej točki, ne glede na to, da jaz nisem zdravstveni ekonomist, niti pravnik, niti ekonomist, nekako, ko to vidiš kot zdravnik, tvoja etična dolžnost, da se spustiš tudi na to področje, ki sicer ni področje tvoje neposredne stroke. In tukaj stvari, ki smo se jih naučili preko afere Stenti, skušamo uporabiti na ta način, da prispevamo k eni zakonodaji v Sloveniji, ki bi dejansko ta področje regulirala ustrezno, podobno tako kot razvite in poštene evropske države. Pa verjamete, da vam bo ta poteza uspela, če se ozremo nazaj? Bilo je veliko poskusov, seveda ne na tej ravni, pa je nekako ta pristop vztrajal, ostajal, kar je bil jasen odraz tega, koliko ljudi tiči za tem, koliko ljudem je v interesu, da tak pristop preživi. Naša dolžnost je, da nakažemo pot politiki in verjel bom tistemu, ki bo prvi v parlament prinesel tak zakon, ki bo temeljil na naših spoznanjih in tistim strankam, ki bodo glasovali za. Vse ostalo je pa leporečenje. Lahko morda ponazorite, kaj bi takšna sprememba pomenila za delo tako na klinični kot tudi na raziskovalni ravni? Na ta način bi lahko prihranili ogromno denarja, ki bi se lahko porabil za več programov zdravstvenih, za nove aparature. Vemo, da je praktično slovenske aparature so v 80% iztrošene, amortizirane, za nove prostore, nove zgradbe, raziskovalno delo, pedagoško delo. Skratka, za to, s čimer bi koristili slovenski medicini in s tem slovenskemu bolniku. In verjamem, da lahko rečemo, pa ne, da bi pri tem kakorkoli pretiravali, da bodo ob teh pogojih, da bo mogoče rešiti bistveno več življenj. Vsekakor boljša medicina pomeni več rešenih življenj in bolj kvalitetna življenja.